Torej, beseda bo tekla o pomenu genetskega testiranja pri hiperholesterolemijah. Zdaj, veste, da so vzroki za genetsko pogojene motnje v metabolizmu lipidov izjemno heterogene. Zdaj, tukaj gre za okvare zelo različnih genov, ki imajo funkcijo tako v prenosu holesterola ali triacilglicerolov, kot v samem metabolizmu, presnovi, v sintezi teh spojin, pa tudi v vstopu v celice. In posledice okvare teh proteinov se kažejo v obliki zvišanih koncentracij holesterola pri nekem posamezniku. Lahko so te koncentracije posameznih holesterolnih delcev znižane, lahko pa gre tudi za zvišane vrednosti triglicerolov. Pogosto so pa te znaki se celo prekrivajo in so prisotni pri posamezni bolezni različne komponente. Zdaj, beseda bo tekla predvsem o hiperholesterolemijah, se pravi ne o vseh dislipidemijah, in genetski vzrok za hiperholesterolemije je najpogosteje v okvarjenem privzemu LDL delcev, se pravi lipoproteinnih delcev tipa LDL. Gre za to, da recimo, če je okvarjen gen, ki kodira receptor za LDL delce, seveda ne more priti do privzema teh LDL delcev v celico, kar pomeni, da se LDL delci kopičijo v krvnem obtoku. Lahko je recimo okvarjen tudi lipoprotein ApoB, ki je v bistvu markerski apoprotein za LDL delce in v bistvu sodeluje pri vezavi na LDL receptor in prav tako ključno pripomore za to, da pride sploh do privzema LDL delcev. Se pravi, ta dva gena, gen za LDL receptor in gen ki kodira ApoB100, sta najpogosteje okvarjena pri družinskih oblikah hiperholesterolemije. Tretji gen je pa gen za PCSK9, to je pa protein, ki v bistvu sodeluje pri recikliranju LDL receptorja. Se pravi, ko pride do privzema LDL delca, v endosomu pride potem samo do razgradnje LDL delca, LDL receptor se pa vrne nazaj na površino membrane in omogoča privzem novega LDL delca. Kadar je prisotna aktivirajoča mutacija v genu za PCSK9, je teh molekul več prisotnih, kar pomeni, da je v bistvu manj vračanja LDL receptorja na membrano, kar pomeni, da spet je zmanjšan privzem holesterola, LDL holesterola. Torej, skupna značilnost vseh teh okvar, vseh teh treh genov je, da imajo posamezniki prisoten zvišan celokupni holesterol in LDL holesterol, kar pa seveda vodi tudi v zgodnejši razvoj bolezni srca in ožilja. Seveda pa to niso edini geni, ki so povezani z hiperholesterolemijami. Te trije geni se dedujejo avtosomno dominantno. Genetske spremembe v teh genih se dedujejo avtosomno dominantno, kar pomeni, da že ena sama genetska sprememba na enem alelu zadošča za to, da se klinična slika pokaže. Zdaj, ker so pa genetske spremembe v genih ApoB in LDL receptorju relativno pogoste v splošni populaciji, se zgodi, da imajo nekateri bolniki prisotne genetske spremembe na obeh alelih, torej na tistem alelu, ki ga podedujejo od očeta in tistem, ki ga podedujejo od mame. V tem primeru govorimo o homozigotni obliki družinske hiperholesterolemije, kjer je pa seveda tveganje za bolezni srca in ožilja ekstremno še večje kot pri heterozigodnih oblikah, kajti vrednosti holesterola pri teh preiskovancih so izjemno povišane. Zdaj, tukaj imate navedenih še nekaj drugih genov, ki so prav tako vpleteni v metabolizem holesterola in lipidov in ki, kadar so v njih prisotne genetske spremembe, vodijo v avtosomno dominantno podedovanje hiperholesterolemije ali pa recesivno podedovanje hiperholesterolemije. Torej, če mi analiziramo samo te tri gene, ki so najpogosteje okvarjeni, ne zajamemo celotnega nabora možnih genetskih defektov, ki so povezani s hiperholesterolemijami. Zdaj, kakšen je pa namen genetskih preiskav? Se pravi, z genetskimi preiskavami mi opredelimo genetski vzrok bolezni, opredelimo genetsko spremembo, ki se nahaja v nekem genu in ki je vzrok za razvoj neke bolezni. Zdaj, v splošno velja, da je namen genetskih preiskav
najpogosteje podrobnejša diagnostika. Torej, genetska opredelitev že obstoječe bolezni, opredelitev genetskega vzroka te bolezni. Lahko se genetske preiskave uporabljajo tudi v preventivni medicini, se pravi, ko se testirajo asimptomatski preiskovanci in se pri njih išče nagnjenost za neko bolezen s prisotnostjo neke genetske spremembe, lahko napovemo razvoj bolezni. Zelo pogosto se uporabljajo genetske spremembe tudi za potrditev rezultatov presejalnih preiskav, posebej v pediatrični populaciji. Tudi za boljšo in lažjo odločitev glede načina zdravljenja, glede načina vodenja posamezne bolezni. Tudi tukaj imajo rezultati genetskih preiskav izjemno pomembno vlogo. Hkrati so pa seveda osnova za genetsko svetovanje, ki omogoča ne samo informacijo za nadaljnje odločanje glede potomstva, ampak tudi, kar se tiče opredelitve spremembe v družini. Kaj pa pri hiperholesterolemijah? Zelo podobno. Tudi pri genetsko testiranje hiperholesterolemiji nam da neke informacije, ki izboljšajo diagnostiko, ki izboljšajo zdravljenje in omogočajo bolj informirano vodenje bolezni in ki so ključne za genetsko svetovanje. Se pravi, s tem, ko mi opredelimo genetski vzrok hiperholesterolemije, vemo torej, kaj je vzrok, in se na podlagi tega lažje odločamo, kar se tiče vodenja bolezni. Se pravi, da se lažje odločamo, kar se tiče zdravljenja. Recimo, posebej v pediatrični populaciji je prisotnost bolezenske genetske spremembe tak indikator za lažje odločitev za uvedbo farmakološkega zdravljenja. Zdaj, seveda tudi genetsko testiranje zdravih preiskovancev izjemnega pomena, kajti če mi opredelimo neko genetsko spremembo pri bolniku, recimo pri otroku, ki ima zvišan holesterol, je izjemnega pomena, da se analizira ta ista sprememba tudi pri njegovih starših, pri sorojencih, pa ne samo v prvem kolenu, tudi v drugem kolenu bi bilo smiselno, kot se prej sliši profesorja Battelina, da se testira širše, čim širše, ker namreč končen namen genetskega testiranja hiperholesterolemij je zmanjšanje bremena teh kardiovaskularnih bolezni v posamezni družini. Zdaj, seveda, je pa genetsko testiranje, kot smo rekli, indicirano ne samo pri odraslih, ampak tudi pri otrocih. Zdaj, na pediatrični kliniki največ otrok, ki jih genetsko testiramo, prihaja iz presejalnega testiranja petletnikov. Torej, tisti otroci, ki imajo celokupen holesterol večji od 6 milimolov na liter in pa LDL holesterol večji od 3,5 milimola na liter, ter otroci, ki imajo celokupen holesterol večji od 5 milimolov na liter in imajo hkrati še pozitivno družinsko anamnezo, te otroke se preko specialistične ambulante na pediatrični kliniki usmeri na genetsko testiranje v laboratorij pediatrične klinike. Zdaj, testiramo pa seveda tudi tiste otroke, ki so nekako šli iz tega presejalnega testiranja, pa se jim je kasneje postavil sum na družinsko hiperholesterolemijo ali pa neko drugo motnjo v metabolizmu lipidov. Se pravi, sum na podlagi nekih drugih razlogov. Se pa analizirajo, genetsko testirajo tudi otroci, ki prihajajo iz kaskadnega presejanja, se pravi, da se je pri njihovih sorojencih opredelila genetsko pogojena hiperholesterolemija ali pa pri njihovih starših. Pogoj za kaskadno testiranje je, da je pri nekem preiskovancu znana bolezenska genetska sprememba, za katero vemo, da je vzrok za hiperholesterolemijo. In potem pri sorodnikih tega preiskovanca ciljano iščemo samo prisotnost te točno določene bolezenske spremembe. Kaj pa odrasli? V Sloveniji se veliko odraslih genetsko testira preko kaskadnega presejanja. Kot je bilo že rečeno, pri vseh otrocih, kjer se opredeli bolezenska genetska sprememba, je indicirano tudi kaskadno presejanje sorodnikov v prvem kolenu, lahko tudi v drugem kolenu.
Je pa izjemnega pomena tudi genetsko testiranje tistih odraslih, kjer je bil pa postavljen sum na družinsko hiperholesterolemijo, se pravi na osnovi laboratorijskih parametrov, kliničnih parametrov, ne. Tudi pri teh posameznikih je to izjemnega pomena, še posebej, če gre za neko zvišane vrednosti holesterola, ki se ne odzivajo tako, kot bi pričakovali na farmakološko zdravljenje. Zdaj, je pa zelo pomembno, da vsako genetsko testiranje spremlja tudi genetsko svetovanje. Zdaj, v idealnem primeru je seveda to genetsko svetovanje izvedeno s strani kliničnega genetika, ampak v realnem svetu zelo pogosto to genetsko svetovanje opravi specialist, ki ima neko dodatno znanje. Zdaj, kaj pomeni genetsko svetovanje? To pomeni, da se posamezniku, ki ga napotimo na genetsko testiranje, pred samim testiranjem pojasni pomen testiranja, da se pojasni njegove omejitve, kot je recimo profesor Fras rekel, genetsko testiranje ni absolutno, nima 100% specifičnosti in nesenzitivnosti, kar pomeni, da se včasih zgodi, da genetske spremembe ne opredelimo. Po drugi strani pa, če je bolezenska genetska sprememba opredeljena, to pomeni, da se bo v družini, bomo prav gotovo prepoznali še dodatne nosilce te genetske spremembe, da se posamezniki zavedajo genetskega tveganja, ker namreč potem, ko pa izvid pride k zdravniku, mora pa ta pojasniti rezultate preiskovancu in mu tudi pomagati pri soočanju s temi rezultati, pri sprejemanju bolezni. Hkrati pa takšen rezultat seveda omogoča zdravniku tudi informirano in boljše vodenje bolezni in pa zdravljenje. Zdaj, katere pristope pri genetskem testiranju pa uporabljamo? Največkrat se uporabljata dva pristopa, in sicer sekvenciranje po Sangerju, to je tako klasično, omejeno sekvenciranje. Za takšen način se laboratoriji odločajo takrat, kadar se odločijo, da bodo analizirali samo gen za LDL receptor, ali pa samo gen za ApoB. Zdaj, v naši vsakdanji laboratorijski praksi Sangerjevo sekvenciranje uporabljamo za določanje, za kaskadno testiranje. Se pravi, ko želimo analizirati samo točno določeno izbrano bolezensko genetsko spremembo. Kajti za tak namen, za kaskadno testiranje, je Sangerjevo sekvenciranje idealno, ker je relativno hitro in tudi poceni. Kadar pa želimo analizirati nekega preiskovanca s hiperholesterolemijo neznanega vzroka, je pa mnogo bolj smiselno uporabiti sekvenciranje naslednje generacije. Zakaj? Sekvenciranje naslednje generacije oziroma NGS sekvenciranje omogoča sočasno analizo izjemno širokega nabora genov. Zdaj, tukaj govorimo o naboru genov, lahko ki je povezan s hiperholesterolemijami, ali pa lahko govorimo o naboru vseh genov, ki so v našem genomu prisotni. S tem pristopom lahko analiziramo tudi celoten genom, ampak v bistvu za diagnostične namene je smiselno tarčno sekvenciranje izbranega panela genov, ki je povezan s hiperholesterolemijami. In tudi na pediatrični kliniki imamo takšen pristop, torej da tarčno z NGS sekvenciranjem analiziramo 18 genov, za katere vemo, da so povezani s hiperholesterolemijami. Seveda je pa takšen pristop nekoliko cenejši, kot pa če bi se lotili recimo sekvenciranja celotnega humanega eksoma ali pa genoma, kajti takšen pristop je mnogo dražji, na koncu bi pa ravno tako interpretirali samo tiste gene, ki so povezani z klinično sliko našega preiskovanca. Se moramo pa zavedati, da s sekvenciranjem naslednje generacije opredelimo veliko število različnih variant. In je ključnega pomena interpretacija teh variant. Zdaj, hiperholesterolemije so genetsko izjemno heterogene bolezni, kar pomeni, da recimo samo gen za LDL receptor, tukaj imate izsek iz baze humanih genetskih variant, samo v genu za LDL receptor je trenutno znanih več kot 2500 bolezenskih genetskih sprememb, kar je izjemno visoka številka. Zdaj, kaj to pomeni? Interpretacija. Ključno je, da mi
genetske spremembe, ki jih opredelimo, interpretiramo v skladu s priporočili Ameriškega združenja za humano genetiko, in sicer na ta način, da jih razvrstimo v 5 skupin, pri tem, da je ključno, da se zavedamo, da so tiste genetske spremembe, ki so patogene ali v skupini patogenih ali v skupini verjetno patogenih, tiste, ki zelo verjetno so tudi vzrok za klinično sliko. Zdaj, včasih se seveda pojavljajo tudi spremembe neznanega pomena. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da po trenutnem znanju, ki ga imamo, ne moramo se odločiti, ali bi ta genetska sprememba lahko bila vzrok za klinično sliko ali pa ne. Se pravi, takšne spremembe so najbolj nehvaležne, ker so v bistvu najmanj informativne, ne? Kar se tiče vodenja in zdravljenja bolnika. Zdaj, tukaj imate pa nekaj rezultatov genetskega testiranja pri slovenskih bolnikih. Vidite, da otrok s hiperholesterolemijo je že kar nekaj poanaliziranih, odraslih je nekoliko manj, ampak vseeno lahko rečemo, da med tistimi preiskovanci, ki so imeli pozitiven genetski test, torej ki so imeli genetske spremembe, ki so bile patološke ali verjetno patološke, jih ima približno 70% bolezenske genetske spremembe v genu za LDR receptor, približno 30% je pa takih, ki imajo spremembe v genu za ApoB. Zdaj, izjemno malo je pa preiskovancev, ki imajo bolezenske spremembe na primer v genu za PCSK9 ali pa v ostalih še redkejših genih. Torej, sem že prej omenila, genetsko testiranje ni absolutno. Lahko vaš preiskovanec, kljub temu, da ima zelo verjeten fenotip družinske hiperholesterolemije, pa ima vseeno genetski izvid negativen. Kaj pa takrat? Takrat je seveda smiselno, da pomislimo, ali se lahko spremembe nahajajo v kakšnih drugih genih, ki so povezani z hiperholesterolemijami. Lahko pa gre seveda tudi za poligensko hiperholesterolemijo. Zdaj, kar se tiče poligenske hiperholesterolemije, gre v bistvu za genetske spremembe, ki se nahajajo zopet v genih, ki so povezani z metabolizmom lipidov, ampak ne gre za eno bolezensko spremembo, ki je vzrok, ampak gre za več sprememb, ki imajo skupaj aditiven, ki skupaj aditivno pripomorejo k razvoju hiperholesterolemije. Zdaj, se pravi, več je teh sprememb, večje je skupne tveganje za poligensko hiperholesterolemijo. Obstajajo tudi genetski skori, genetske ocene teh polimorfizmov in recimo tukaj imate enega takega, ki je sestavljen iz 12 polimorfizmov, vendar pa se moramo zavedati, da genetsko testiranje poligenskih hiperholesterolemij v tem primeru še ni povsem jasno, kakšen je klinični pomen tega testiranja. Kajti ključno je, da bi bil takšen skor narejen za posamezne populacije, se pravi za kavkazijsko populacijo, azijsko populacijo, ker takšne genetske variante so seveda populacijsko specifične. V takšne napovedne algoritme bi seveda morali biti vključeni tudi dejavniki okolja. Tako da v tem trenutku ne vemo še točno, kakšen je pomen tega testiranja pri poligenskih hiperholesterolemijah. S tem bi pa zaključila to predstavitev in se vam zahvaljujem za pozornost. Če bodo pa kakšna vprašanja, pa seveda med diskusijo. Hvala lepa.